Ok, zdaj pa končno 5 sladkih pa 3 kisle. Zdaj pa imam en krog, prav? Pokaž. Pa dolgo. Enega lahko on vzamem. Pa še banano. Stari, hvala. Ko se načrti hitro spremenijo. This is so nice. Tole je malo funky, veš? Ampak je zanimivo. Ne prijem nazaj, ko grem pa tam malo. Hvala za zajtrk. Ajde. Ok, Merđo, pokaž, ko znaš. Drive. Zdaj, ne vem, koliko dobro poznaš Mercedesa EQA. Za začetek je to vstopen oziroma najmanjši električni Mercedes. In če se zdaj sprašuješ, pa dobro, koliko pa je električnih Mercedesov, je odgovor stari precej velik. EQA, EQB, EQC, EQE, EQS pa EQV. Ok, zdaj pa tam nekje plac. Kapaciteta baterije 66 kWh. Mercedes se mi zdi, da obljublja porabo. Imam prav, če rečem, tam je 16, 17. Gledam, praksa pri meni je malo drugačna, višja med 19 pa 20. A veš, ne pozab, jaz sem ogromen časa s tem avtomobilom prevozil po avtocesti pri konstantni hitrosti 130 km/h in glede na to se mi je zdela poraba sprejemljiva. Pri zmogljivostih je pa tako. Poglej, ti pokažem značko na zadku. Tole je 250, pol imamo še 300, pa 350. To pomeni 140 kW največje moči, navora se mi zdi tam je 400, na papirju koliko 8,5, 8, 9 do 100, ampak v praksi pa, ko stisneš gas, imaš občutek, da je številka bližje 6. In ta Mercedesov pristop pri gradnji električnega avtomobila, da je uporabil znane komponente zunaj in znotraj, to je lahko prednost in hiba. Kako prednost? Znane poteze, oblike in tudi načini komuniciranja, sodelovanja z avtomobilom te ljudi pomirijo. Po drugi strani pa mnogo avtomobilskih proizvajalcev, ki delajo električne avtomobile, jih delajo povsem od štarta iz nule in to pomeni, da ven pridejo včasih taki precej odbiti futuristični izdelki, ki so zelo, zelo drugačni. In se mi zdi, da so kupci vse bolj napaljeni na to, da če že kupiš Stromarja, pa ne izgleda malo drugačen. Pa tudi v kabini gre za tako predvidljivo klasiko, nekaj, česar smo od Mercedesa navajeni. Poglej, znano okolje, ki ti z ničemer ne da vedeti, da je kaj dosti drugačen od, kaj pa jaz vem, drugih bratov. A, B, GLA. No, predvsem GLA. Ampak s tem seveda ni nič narobe. Kabina EQA je prijeten prostor. Ok, zdaj pa končno 5 sladkih pa 3 kisle. Prva sladka vožnja EQA s samo enim pedalom, s tistim za gas. Mislim, elektriko. Ta one pedal driving na nek način nič novega ali pa nenavadnega, znano marsikomu, ki vozi električen avto. Se veš, ti kot voznik določiš stopnjo agresivnosti regeneracije energije, ko se peleš. Čist po domač povedan, bremze, sploh pri mestni vožnji, praktično ne potrebuješ. A veš, ti z obvolanskima uhljima na desni pa na levi strani, s čimer si običajno vajen prestavljati navzgor pa navzdol, določaš stopnjo regeneracije, ker če jaz stisnem plus, grem iz izhodišča nastavitve D v D+, v tem primeru, ko ti spustiš gas, avto sam leti, se nič ne regenerira, nič ne prešparaš. Če stisneš pa minus, se povrneš pa v tovarniško nastavitev, pa ti piše pri drive samo D ali pa -1, -2, no v tem primeru. Pa avto zavira praktično samodejno, kadarkoli spustiš gas. In zakaj to izpostavljam kot prvo sladko, kot pozitivno lastnost? Zato, ker se mi zdi, da ti kot voznik postaneš mogoče malo bolj previden, celo varnejši, bolj predvidevaš, kaj se dogaja spredaj, zato ker bi rad čim boljš vnovčil, izkoristil to nabrano energijo. Po drugi strani je pa to fajn tudi za avto, zato ker si bolj ekonomičen. Pa tudi tisti neki malga energije, ki se steče v baterijo, ti pač vedno prav pride. Druga sladka, glede na to, da EQA tehta dobri 2 toni, se pele zelo lepo, zelo uglajeno. Na avtocesta, mesto, vse vmes, jaz sem se s tem avtomobilom zelo rad naokrog vozil. Tretja sladka, ambient, vse, kar voznika obdaja. Materiali, feeling, pa seveda tudi oblika in vse tisto, kar zraven paše, vključno z ambientalno osvetlitvijo. Četrta sladka, Mercedes EQA ima ne najbolj, ampak vsem zelo zmogljiv polnilnik. Če najdeš primerno hitro polnilnico, ga lahko nafutraš do 100 kWh električne energije v 1 uri. Se to odpre tudi ta problem, da takih polnilnic vsem ni zelo veliko. Meni je recimo fajn, ker sem imel eno tako polnilnico na poti med Mariborom pa Ljubljano, tako da sem se redno ustavljal na tepanjah, preklopil za pol ure, pa sem bil good. Ok, zdaj pa preden gremo na 5. sladko, pojmo še na 3 kisle. Zdaj, mogoče se bo komu zdelo to malo nefair, ampak EQA ni precej velik avto in prostornina njegovega prtljažnika je 340 litrov, kabli zasedajo kar nekaj prostora. Verjamem, da kdor se bo odločil za ta velikostni razred, da bo s 340 litri čisto zadovoljen. Druga kisla, polnilna infrastruktura je problem. In to velja za vse tiste, ki vozijo električne avtomobile, če ti ljudje ne živijo v hiši, pa imajo svojo polnilnico. Veš, kolikrat srečam koga, ki pravi, jaz bi imel Stromarja, ampak vprost. Pri službi nimamo polnilnice, v mestu je malo predaleč stran, pa ne živim v hiši. Tretja kisla, cena. Razmeroma majhen avto, osnova,
54 900. Tudi polk subvencijo dodaš, smo še zmeri precej visok. Zdaj pri premijskih znamkah mi je ceno kot neko negativno lastnost mogoče malo neugodno izpostavljati, ker so ljudje vajeni plačati več. Ampak v primeru EQA-ja, poglej, dejansko obstaja veliko privlačnih, zanimivih, novih in zelo svežih alternativ. Že če se samo malo na vzhod obrneš, vidiš take vesoljce po cesti, da resni. Pa niso slabši v ničemer, tudi v varnostnem vidiku ne. Peta sladka, ta je pa sploh popolnoma subjektivna. Ta avto ima veliko prednosti, tudi nekaj pomanjkljivosti, vključno s ceno, pa še čem, ampak jaz sem se v tem avtomobilu od začetka pa do konca testa, avto čez 10 minut vrnem, res dobro počutil. Kabina je tiha, zelo udobna, pele se luštno, tukaj noter se fajn počutim. In to je zelo pomembno. In to je čist vse, kar ti imam zapovedati o Mercedesu EQA. Če imaš kakšno vprašanje, ustrel, me zanima, kakšno je pa tvoje mnenje. Zdaj se moram pa jaz od tega modela ločiti. Ko mi pa čakam, da dobim v roke še kakšnega električnega Mercedesa. EQV me recimo zanima, sploh pa EQS. Če bo kakšen testen, se priporočam. Folk, lepo se imejte. Adijo.